No, dragi gledalci, dobrodošli na naši večerni šoli. Danes je na sporedu bralna značka. Naši učenci so morali pripraviti 10 kratkih zgodb različnih slovanskih avtorjev in danes se bomo z njimi in študenti malce pogovorili. Z nami so znani strokovnjaki na področju slovanskih književnosti. Pomagali nam bodo najti nekakšen skupni imenovalec vseh teh zgodb in mogoče bomo skupaj ugotovili, kaj teži sodobnega srednjeevropskega pisatelja. V četvrtek uveč, da budem precizni kasno noč, okolo 23:15. Upravo kada sam se spremao, palivši satoga kropču na kuhinju, napali su me dve mogošlabe. Popadla sta ga dva ščurka. Čudno, a ne? A ni to neka bolj mehna žival? No, tako se začne zgodba esej srpskega pisatelja Davida Albakarja. Jedna je krenula iz ugla s moje desne strane. Vidno smjerujući očigledno se dokopala mog nezaštićenog boka, dok je druga odgurnula sto, sočila se sa mnom, lice u lice. Pripovedovalec je pisatelj in ob tem dogodku takoj začne razmišljati, kako bi to doživetje lahko opisal v svoji zgodbi. Recimo, lahko bi predstavil ščurka kot simbol narave za postavljanje naravno vsekakor. Vendar je hkrati lahko tudi simbol urbanizacije, na novo položenih vodovodnih cevi in pomanjkljive izolacije, obenem pa tudi simbol tradicije propadajočih hiš in zanemarjenih greznic. O čem sploh govori? O preživelih umetniških formah. Ja, tako je. Pripovedovalec podrobno opisuje svoj boj s ščurki, nobenih razmišlja, kakšna je bila sodobna umetnost nasploh. Umetnost mora preseći izgradnje na kirje. Čovjek će uskoro biti prinuđen da u istom trenutku sluša, gleda, pipa, osjeća. Umetnost mora postati jedna, mora postati jedinstvena. Mimo grede, a nismo to že dosegli v naši dobi multimedije in te tehnologije? Ja, recimo. Ampak pisatelj pa na koncu zgodbe pokuka v spalnici staršev in vidi en ganljiv človeški pozor. Oče in mati sta objeka in plešeta tango, v grobni tišini in sta plesala ves čas, ko se je on boril s svojimi ščurki v glavi. Razume, da so ob tem prizoru besede čisto odveč. Stoji na balkonu, noče. Zunaj bilo sveže, vetrne možda v policih in v bližini so šumale jablane. Na nebu ni bilo zvesti. Se mi zdi, da pisatelj pride do rešitve svoje dileme o literaturi. Avantgarda mora biti kratke sape. Ni neskončnega tipa. Življenje samo piše zgodbe. Šebinsko mušico makedonskega pisatelja Venka Antonovskega. Zanimivo, tudi to ni insektiv, ampak spet v literaturi.
Nekega dne je Slave GD začutil, da se od njega odmikajo tako svet kot ljudje. S hladnim pišem v duši je prišel domov, se brez pozdrava spustil v klet in se zbasal v sod, poln vina. 3 dni in 3 noči so ga svojci prosili, naj pride ven. 3 dni in 3 noči je odklanjal. Vedeše, otisa čustvova prašenka, što so brzina na svetlina se oddalečuva od zemljata. Tatko mu zadi priženega strepere sedeše kraj počvata i vedeše. Izlezi, bresinko, tamo, ne budali se, što mu fali na svetu? Kaj se videlo je čulo čovek počva, da se pikne dom da si napravi, a Slava odgovaraše. Ne odam nadvor, mene ovde mi je uvovo. No, kdo bo povedal, zakaj se pesnik Slave GD zbašal sod vina? Po mojem se temu reče se to bolje. Sodo se spremeni v vinsko mušico in poleti nad svojo vasjo. Tam sliši, kako ga ljudje upravljajo in o njemu govorijo, da je pijanec. Kot treznega so ga pa čislali in malikovali. No, na to on poleti v Strugo na otvoritev pesniškega festivala in posluša pogovore sodobnih pisateljev. Pred navihto pa se zateče v gostilno in pazi staromodnega možakarja, ki pije in nekaj piše. To je sam Konstantin Miladinov, začetnik makedonske poezije, ki v zvezek zapisuje pesem Ne pijan. I mi velet, on je pijen sun, a ja si ne znam kako je pa pusto puro pijanstvo. Se pravi, Slave je odpotoval več kot 100 let v preteklost. Ja, tako je. Kot vinska mušica poplemeniti vino in povrne pesniku na vdih, da dokonča svojo pesem. V čem pa je zdaj smisel tega vračanja do potovanja v preteklost? Je mogoče v tem, da Slave ugotovi, da preprosto ljudstvo nikoli ni cenilo in pa razumelo umetnikov, zato se tudi zdaj nima smisla sekirati zaradi tega. In na to se Slave GD vrne v človeško telo. Počakajte, kako je že ime temu junaku Slave GD? Godot, kot v gledališki igri Samuela Becketa, čakajoč Godot. Mogoče to ni samo ime enega drugega makedonskega pesnika, ampak tudi metafora, ker gre za preobrazbo v vinsko mušico. Ta mušica pa preobrazi slabo vino v dobro. Preobrazi, oplemeniti vino in življenje pesnika. Ja, saj to je pa preobraženje Kristovo, preobraženje Gospodinje, pravoslavni praznik, ki ga slavijo 19. avgusta. Tako je. Takrat, ko se tudi začne festival Struški večeri poezij, o kateri avtor govori v zgodbi. Bravo, učenci. V vinski mušici je torej očitna postmodernistična medbesedrinost, ki po svoji definiciji samo nanašalno komentira resničnost, pa tudi samo sebe, s citati, parafrazami, parodijami, aluzijami, izposojami, variacijami, montažami, tako da predloge ne ohranijo prvotnega pomena, ampak do njega vzpostavijo humorno, ironično razdaljo. Po mojem, ta dogodivščina enako pomaga priti do filozofskega pogleda na svet. Namreč, ko se vrne v človeško telo, zaključi, da vse na tem svetu človeku služi in dogaja zato, da bi bil srečen. Amen. Vse na tem svetu človeku služi in dogaja zato, da bi bil srečen.
Ja, ampak do tega srečnega sklepa je še zelo, zelo daleč pri junako kratke zgodbe Silvestra Svina, češkega pisatelja Jana Balabana. To je kdo od nas prebral? Ja, to je zgodba o pomanjkanju komunikacije med ljudmi v družini, o potrebi po besedah, po pogovoru. Res je, kolikokrat se na primer zgodi, da naša želja po pogovoru ostane za partnerja enostavno nerazumljiva, nedotakljiva. Za partnerico, za prijatelja. Za starša. Kolikokrat govorimo eden mimo drugega, ne izrečemo nič pomembnega tistega, kar dejansko nas muči. Pri tem pa lahko govorimo o prenule. Zaradi te nedorečenosti trpi Pavel Nedostal iz češke zgodbe. On celo pravi, nekaterih dni ne bi smelo biti. Žena sta očitno izgubila stik in zaradi tega je družinsko življenje postalo tako turobno, da se ne da živeti. Človek bi se kmalu začel bati tudi dihati. Poslednji den v roce, Silvester. Vzduch w domácnosti je dusný už od rána, zahuštěný únavou ze života, který se tu zastavil. Hádka je na spádníky. Všichni jsou nervózní, i děti, i pes se rozpačitě kroutí a zaleza pod stůl. Dana chodí vstekle bytem sem a tam a Pavel ví, že by si měli něco vážného říct. Neřeknou. Nechají to na příští rok, jako už mnoho let. Pavel se je odločil, da vzame otroka in psa na dolg sprehod, ter da se bo vrnili domov šele proti večeru. Na sprehodu pa se zgodi nesreča. Eden od otrok pade v mrzlo vodo, ampak Pavel uspe najti takojšnjo rešitev in vse se konča dobro. Samo da bi nas spustili na tramvaj, misli Pavel, ko se vračajo domov. Spustili so jih. Nihče ni niti črhnil, ko so vsi bladni posedli po sedežih. Obdajala jih je nekakšna posebna nedotakljivost, kakršno si sicer lastijo le brezdomci in bolniki. Všeč mi je ta zadnji stavek zgodbe. Oglasni čudež je še ena zgodba o teh družinskih zadevah, prevedena je zgodnja ružiške srbščine in je mogoče malce bolj optimistična. Gre za slučajni pogovor na avtobusu, namenjen edine potnice in šoferja. Po padcu Berlinskega zidu, po prevratu 1989. leta, kot se to imenuje zgodbi, se je v vzhodni Nemčiji zgodilo veliko sprememb. Razpad države, prejšnjega načina življenja in mišljenja, pa tudi razpol v družinah. O mladi ženski vemo samo to, da je ločena, ima 2 otroka in se vsak dan 3 ure vozi v službo in iz službe. Šofer pa je starejši moški, tudi ločen. Po 25 letih zakona ga je zapustila žena. Zamenjala ga je za kariero uradnice na mestnem uradu. Ločitev je bila za oba težek udarec. Ženska je še vedno sama z otroki. Moški pa ni hotel ostati sam in je dal glas v časopis. Naštel je vse, kar ima. Hiša, avto, denar in mu je napisalo kar 50 kandidatk. Ampak nobena ni bila ta prava. Dal je še eno glas, v katerem je napisal samo svojo starost in višino. In se mu je posrečilo, našel je sorodno dušo. Zaključek je, da čudeži se dogajajo. Pomembno je samo, da pravilno napišeš oglas, ko svetujejo sodobni kovči, dojeti svoj cilj, pravilno formulirati željo in jo poslati v vesolje. Jeśli
človek stopi na deske, ki mu pomenijo svet, se najprej razgleda po odru, da bi gotovil, v kateri igri bo igral. Na naši zemljepisni širini zadošča, da se samo za hip posvetite osebnim stvarem. Si, na primer, zavežete vezalko na čevlji, ko dvignete glavo, ugotovite, da je medtem nekdo zamenjal kulise. Ali je kdo od vas prepoznal, iz katere zgodbe so te besede in kdo jih govori? Na naši zemljepisni širini, to sem si zapomnil, to je slovaške zgodbe, vse, kar vemo srednje evropejstvo. Avtor je Pavel Vilikovski. Dogajanje zgodbe, ki je nastala v začetku 90-ih, je postavljeno v sredino 60-ih let 20. stoletja. Se pravi, gre za obdobje Češko-slovaške socialistične republike. To je dialog med tujcem, francoskim pisateljem Albertom Camus in domačinom pripovedovalcem, ki se odvija na železniški postaji v Brnu in potem na vlaku. Zanimivo, kako Camus komentira vse, kar vidi kot tipično srednjeevropejsko. Njegov slovaški kolega, ki je tudi pisatelj, pa opozarja, da on sam uporablja pojem zemljepisna širina. S tem v bistvu označuje določen družbeni red ali ureditev. A pa je kdo od vas sploh dojel, da gre za fiktivno srečanje francoskega in slovaškega pisatelja? Kako fiktivno? Ja, fiktivno, ker se v resnici nikoli zgodilo. Camus je umrl leta 1960, dogajanje zgodbe pa je postavljeno v sredino 60 let. Kaj pa želi pisatelj s tem povedati? V tem časovno distanciranem pogledu na določen čas in prostor ima pisatelj zdaj možnosti odkriti nekakšne majhne resničnosti in resnice o individualnem življenju ljudi. Kaj pa je ta pojem srednjeevropskost? Nikoli ga še nisem slišal. Po razpadu socialistične ureditve so narodi iz te zemljepisne širine pač iskali svojo identiteto. Seveda pisatelj ironizira, celotna ta zgodba je nekakšna samoironija. Tako on, na primer, razlaga svojemu sogovorniku: Čo u nas človek vidi vo výklade, v obchode aj tak nikdy nenajde. Výklad v našich zemepisných šírkach nie je oznamovací, ale odmenovací spôsob. Ведь в tomto prípade sa moja skepsa ukázala plne oprávnená. Súprava, o ktorú som sa zaujímal, je najbližšie 2 roky vypredaná a ďalšie objednávky predbežne nepríjmajú. V 60-ih letih se ni dalo kupiti ne samo modernega pohištva, o katerem je tukaj govora, ampak tudi knjig tega francoskega pisatelja, filozofa in utemeljitelja absurdnosti človekovega položaja v svetu. Za tiste, ki so živeli na tej zemljepisni širini, popolnoma razumljiva resnica.
Začetek 90-ih je bila tudi prelomnica za narode bivše Jugoslavije. Tema zbornika bosanske pisateljice je obletnica mature nekdanjih dijakov v sarajevski gimnaziji. Gre za odlomke njihovih življenj, dialogov in pa notranjih dialogov s seboj. V teh dveh zgodbah ni govora o razpadu Jugoslavije ali o vojni. Je pa govora o posledicah vojne oziroma o zaznamovanosti z njo, o ranah, ki jih je pustila, ki še dolgo ne bodo zaceljene, in pa o razpadu prijateljstva. Nekdanji sošolci so se po vojni odselili in živijo v Ameriki. Edi v Seattlu, njegov najboljši prijatelj Sejo pa v Bostonu. V gimnaziji sta se dogovorila, da bosta nekoč drugemu poročna priča. Po 4 letih sta se prvi slišala po telefonu, ko se jo pokliče Edina in ga prosi, naj mu gre za pričo. Halo? Pa je Dikalija druže? Sve je bilo jasno. Dikalija sam samo svoje raje. Oni raje se slike. Muk. Sekundu koju sam bio sretno u svim danima, mjesecima i godinama svog života u Americi. Bar sam tada tako mislio. Ebolan. Odolazim sve dotko ti. Eto mene, znaš da ja i kad me u Tehran nađem, a kamo u tebe. Seadar, Nalor, Sejo, Jose, Jose. Pa Jose. Pa je Dikalija. Koliko dugo? 4 godine jarane. Koja li kaže da si u Bostonu? Vela kaže da si ti u Seattlu? Jes, to s to baba koju uvijek. A šta je? Nego, vjenčat ću se za mjesec dana. Zove se Julija. Džu. Skoro pa već živimo zajedno, pa što da se ne uzmemo, je tako? Tako je. A sad će i beba. Šta ćeš? Mora se čovjek nekad smiriti. Svi smo se mogli smiriti. I ja, i ostali. Ali Serija? To mi je najduža veza kroz cijelu gimnaziju trajala 4 dana. Slušaj, volio da dođeš. Ti stari, ako ne dođeš, ostaću bez kuma da ti gledaju. Gledat ću da dođem, javim se. Nemoj toga Vitka sad, ima da dođeš. Ma hoću ja da ne brini. Malo ludilo, jedva čekam stari. I ja. Edin ne gre na povrhu k svetu. Kdo nam pove zakaj? Mogoče mu je zameril, zakaj 4 leta ni poklical, zakaj šele sedaj? Mogoče pa sta postala tuja drug drugemu, ne vem. Sejo obavi prijatelje in organizira poroko s svojo Julijo, ki že čaka njegovega otroka. Medtem pa on sam dan in noč premišljuje o mladi natakarici iz sosednjega bara in to mu dela strašni nered tako v glavi kot v življenju. Kljub temu pa po mojem je upanje tudi v tej zgodbi. Bo enkrat, nekoč, nekje bolje. Samo najprej treba počistiti vrsta nered. Tako pravi Sejo v zadnji zgodbi tega zbornika. Strašni nered se dogaja tudi v življenju 35-letne ženske iz zgodbe hrvaške pisateljice Tanje Mravak-Šanc. Doma trpi zaradi psihičnega in fizičnega nasilja, samo se tega nekako ne zaveda. Se ne zaveda, mogoče ne zna tega obesediti. Saj sama prije s tem problemom na policijsko postajo. Verjetno misli kaj spremeniti v svojem življenju. Kje pa? Ona misli, da sploh ne gre za njo. Ona je v redu. Poglej, kakšen dialog se dogaja med njo in policistom postaje. Dobro jutro. Mene su poslali kod Perkova. Dobro jutro, ja sam Perkov. Jeste li vi policajac Perkov? Ja sam. Rekli su mi da se ovim mojim problemom, to misli zašto sam došla, bavi Perkov i da je u sobi 21. Eto. Milica Sirić. Milica Sirić. Recite mi, Milice, zašto ste došli? Nisam ja došla radi sebe. Ne, meni je dobro. A kaj svakome? Tako. A dobro. A dobro, recite mi zašto ste došli? A vi, ovo što ja kažem, nećete nikome reći, jel? Pa, to ne mogu obećati, ne znam o čemu se radi, morat ćemo možda zapisnik pisati. Onda ništa. Čekajte, Milice, vratite se. Ali neću ništa potpisivati. Može li to? Pa, to može, ali on tako ne mogu nikako pomoći. Ne treba meni pomagat, rekla sam već. Nego? Nego mome mužu.
Što se dogodilo u nekom preti? Je vam netko nešto ukrao? Njemu? Mome Bori? Nije. Pa što je bilo? Zašto on nije došao? Je li on nešto kriv? Nije moj Bore ništa kriv. Pa što je bilo, Milice? Nego je, kako da kažem, jadan malo privršija miru. Kako to mislite prevršio mjeru? U čemu? Recite mi, Milice, došli ste u policiju poslije. Posljedili su vas u krim službu. Ja sam vam obećao da nećete morati ništa potpisivati, ali sada mi recite. A je u redu, gospodine inspektore? Što je u redu? Pa je u redu da žena protiv svoga čovjeka govori. Ali sad kad sam došla, sad ću reći. Evo, vidite. No in potem se izkaže, da jo je mož kar konkretno pretepal, in to s piščancem. Kaj? Ja, in to z mrženim piščancem. Ker je pač Milica porabila vso vročo vodo v bojlerju, medtem ko je čistila tega piščanca. Milica kaže policistu modrice po celem telesu. Marga je zanesla v božca, pravi, verjetno ne prvič. Inšpektor naenkrat ugotovi, da ima ženska, ki sedi pred njim največ 35 let, toliko kot njegova sodelavka, lepotica Stela, o kateri sanja. Ta pretepena Milica in Stela v visokih petkah in v mini krilu, ki se jih odrejajo vsi moški okrog nje. Dva svetova. Posteli inšpektor policije nenehno prilišuje ves čas te mučne komunikacije s to trpinčeno žensko, za katero mu je seveda vseeno. Tako kot Stelo popolnoma ne zanima on sam. Milica pa misli, da bo nekdo drug, tuj moški, rešil njen življenjski problem. Naučil njenega deca, ki ga je mal zanesel biti človek. O tranzicijskem obdobju 90. let 20. stoletja v Bolgariji pa nam nekaj pove bolgarska kratka zgodba Zlata poroka Vesele Ljevkove. Tukaj je obdobje po koncu Berlinskega zidu in začetek tranzicije. Imenuje se preobrat. Čas, ko se je dogajala zima absurdnega pomankanja. To pomeni, da je trgovina stalno nečesa primanjkovalo, tako kot v slovaški zgodbi o sredini 60. let. Stari profesor, jezikoslovec, se vrača iz trgovine s steklenico vina, da bosta na smrt bolno ženo proslavila zlato poroko. Odkar mu je bila zborela žena, je izgubil veselje do življenja. Predtem pa je neprenehoma delal. Bral, pisal, objavljal, predaval. Prej njegov poklic, imenoslovje, nikogar ni zanimal. Ko pa je postalo moderno praznovanje godov, so ga začele iskati novinarke in urednice, da bi zanje razlagal pomene in poreklo imen. Seveda, ko mora kakšna čedna voditeljica izgledati inteligentno, takrat se spomnijo na znanost. Ni občutil, kdaj so se odvrtela leta. Ni opazil, kako sta se otroka oddelila. Preobrat je sprostil poti. Sin in hčerka sta se odselila v tujino. Profesor je skrbi, kako bo povedal ženi, da otroci zagotovo ne bodo prišli na obletnico poroke. No, na poti domov ga tudi gruča najstnikov začnejo razmerjati, zato ga eden izmed njih poliče. Pričemer se starec po nesreči zavode z odpiračem zadino v potrebu. Meni je bilo zanimivo nekaj na koncu zgodbe. Ko bralcu že postane jasno, da je situacija z dobrimi najstniki za starca zelo nevarna, on tega ne dojame in pomisli, da bi rad celo pokramljal s temi tujimi otroki. Da mu zadavec poprosi, a toj da jim odgovarja, posle toj da gi pita, a te da odgovarjat, da čuje nešto različno od bolesti i hapove, da useti i toj, če živite živ. Sa sobstveните си внуци не можеше. Те не говореха добре български. Усмихна се вътрешно. Внуците на професора по български език не говорят български. Ko profesor podleži na tleh, se najstniki prestašijo in spežijo. Umirajoči starec pa pomisli, da bosta pa zdaj njegova otroka prišla na obisk in bo žena srečna. Grozna slika sveta, se vam ne zdi? No, iz takega sveta se odloči zbežati Renata iz kratke zgodbe Transfugi, Nobelove nagrajenke poljske pisateljice Olge Tokarčuk.
Renata se je pred svojim 60. letom odločila za preobrazbo v drugo živo bitje. Poglejte, zopet govorimo o preobrazbi v volka. Seveda, gre za znanstveno fantastiko, vsaj za enkrat. V zgodbi je opisan takšen nivo tehnološkega napredka, ko že obstajajo avtomobili, ki komunicirajo z uporabnikom, hiše, ki prepoznajo gospodalca in sami pred njim odprejo vrata, in ko se človek lahko transformira v žival. No, in če se v vinski mušici junak vrne v svoje človeško telo, predojame, kakšna sreča biti človek, tukaj človek ne želi več živeti, niti v svojem telesu, niti v človeški družbi in se namakne v svet narave. Prej je človek težil k temu, da udomači žival, da je vključil svoje življenje. Tukaj pa si sam želi preseliti v živalski svet. A je to naša prihodnost? Mene pa to spominja na roman ruskega pisatelja Zamjatina, Mi, iz leta 1923. Tudi tam si nasproti stojita divji, živi svet narave in pa urbanistični, visokotehnološki, brezdušni in totalitarni svet človeka iz prihodnosti. In ta dva svetova nimata čisto nič skupnega, zato ker človek vedno vidi le sebe. Co tam jest? Dziki świat, bez ludzi. Nie możemy go zobaczyć, bo jesteśmy ludźmi. Sami się od niego oddzieliliśmy i żeby teraz tam wrócić, musimy się zmienić. Nie mogę ujrzeć czegoś, co mnie nie zawiera. Jesteśmy więźniami samych siebie. Paradoks. Ciekawa perspektywa poznawcza, ale i fatalny błąd ewolucji. Człowiek widzi zawsze tylko siebie. Hvala za to misel, mi pomagaš narediti prehod k naši zadnji zgodbi. Каждый, кому 24 октября 1917 года доводилось нюхать кокаин на безлюдных и бесчеловечных петроградских проспектах, знает, что человек вовсе не царь природы. Človek nikakor ni kraj narave. Tako se začne zgodba Kristalni svet kultnega ruskega pisatelja Viktorja Pelevina, ki velja v Rusiji za postmodernističnega preroka. Pisatelj nam ponudi odgovor na vsaj eno od dveh večnih ruskih vprašanj, kdo je kriv in kaj je treba storiti. Po njegovem sta kriva junaka te zgodbe, dva junkerja, konjenika
ki preživljata v nočni straži na mrzlih ulicah Petrograda, Sankt Peterburga, mesta ruske kulture 19. stoletja, zgodovinsko noč 24. 25. oktobra leta 1917, ko se je zgodila ruska proletarska revolucija. Kriva, ker niste izpolnila svoje misije, niste prepoznala in ustavila vodjo proletarske revolucije Lenina, ki je preoblečen hitel v štab, odkoder je vodil dogajanje te noči. Ja, tako nekako. S tem nista ustavila zatona ruske kulture in začetka propada evropske civilizacije, o kateri Juncker razmišljata celo noč, čeprav se ne zavedata pomena te noči za bodočo zgodovino Rusije in celega sveta. Ona dva iščeta odgovore na vprašanje o smislu zgodovinske situacije in o lastnem poslanstvu, o filozofiji, literaturi in religiji, tako, kot so to vedno počeli ruski intelektualci. Tipično srednjeevropsko, bi rekel Camus, tipično rusko v tem primeru. Ampak tudi celotno dogajanje nasploh je simbolno in metaforično. Junkerji niso le jezdeci, ampak so varuhi kristalnega sveta, torej stare, tradicionalne, kulturne Rusije, ki morajo ustaviti viteza tme, revolucionarno nasilje, kaos, barbarstvo. Njihovi konji tudi niso zgolj konji, ampak simbol ljudstva, ki dela rusko zgodovino. V bistvu je njihova misija ustaviti neizogibno. Ta misija je seveda že vnaprej obsojena na propad. Govoriš o proletarski revoluciji, ki se je zgodila ravno to noč? Seveda. Ampak, ker je zgodba napisana v začetku 90-ih, pisatelj zagotovo govori tudi o razpadu Sovjetske zveze, ko se je sesul še en imperij in še en kristalni svet, tokrat sovjetske kulture. Počakajte, kaj pa drugo tradicionalno vprašanje? Kaj treba storiti? Kako naj človek v takem svetu, ki smo ga danes skozi te zgodbe predstavili, lahko živi? Zgodba Peljevina nas ravno opozarja na nevarnosti prehitrih in preprostih odgovorov na tako težko vprašanje. Francoski pisatelj Albert Camus pa nam v svojem eseju Mitu Sizifu podarja nekaj paradoksnih odgovorov. Služiti moramo pravičnosti. Ker je naš svet nepravičen. Povečati in gojiti moramo srečo in veselje. Ker je naš svet nesrečen. Haču pirimen. Želim promene. Chcem zmian. Си змjenu. Sakam promjeni. Želim promjene. Iskam promjana. Хочу перемен. Хочу смен. Хочу перемен. Виктор Цой.
značke ugotavlja, da so udeleženci zares prebrali vseh 10 besedil, zato bodo zdaj prejeli priznanje bralna značka. Priznanje slovanska bralna značka za čtivo sodobna slovanska kratka zgodba prejme Jan Jerkovič. Ines Tobias. Sodobna slovanska kratka zgodba prejme Tatjana Komarov. Če boste knjigo prebrali tudi vi in se udeležili srečanj slovanske bralne značke, ki jih za vas organiziramo tudi v naslednjem študijskem letu, priznanje prejmete tudi vi. Priznanje pa bodo v prihodnjih dneh prejeli tudi dijaki in dijakinje Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ki so izbrane zgodbe ilustrirali. Njihove stvaritve si lahko že zdaj, ko se boste malo okrepčali in poklepetali,
ogledate v avli Filozofske fakultete, tam v tem prostoru proti kleti. Razstava bo odprta pa še nekaj tednov, tako da lahko se udeležite tudi otvoritve razstave, ki bo v četrtek ob 3, da srečate mlade umetnike. Če pa želite že danes zvečer začeti brati knjigo Sodobna slovanska kratka zgodba, to lahko storite tako, da si tamle vpišete, naslikate e-kodov vaše telefone. Knjiga je prosto dostopna na spletu, tako kot tudi čtivo za naslednje leto, ki bo sodobna slovanska poezija, odnos med človekom in živaljo v sodobni slovanski poeziji, tako da lepo vabljeni k branju. Hvala in čestitke vsem nastopajočim. Hvala in čestitke naši scenaristki, režiserki, koordinatorici Tatjani Komarovi. Hvala vam, draga publika, da ste se udeležili letošnjega, še posebej slovesnega slovanskega večera. En aplavz za vse skupaj. Mi se bomo zdaj še fotografirali,